Lep pozdrav! Danes se lotevamo ene res velike ideje. Raziskujemo načrt za mesto, ki se zdi, kot da je prišlo naravnost iz znanstvene fantastike. Pa začnimo z enim na videz preprostim vprašanjem, ki pa sproži ogromno vizijo. Kaj pa, če bi svet iz videoigre postal, resničen? Predstavljajte si torej koncept, nek prostor, kjer se igričarstvo, najbolj napredna tehnologija in pa vsakdanje življenje prepletejo v nekaj povsem novega. Torej, kaj je v bistvu osrednja ideja za tem futurističnim kampusom? Navdih je precej očiten, kaj ne? Wakanda. Tehnološko napredna dežela, skrita pred svetom. No, in ta kampus je zamišljen kot nekakšna sodobna Wakanda. Središče inovacij, ki je popolnoma zaščiteno in skrito pred zunanjim svetom. Kako? Nahaja se v neki oddaljeni gorati pokrajini, vse skupaj pa prikrivajo izjemno zmogljivi holografski projektorji. Prav, pa poglejmo zdaj malce pobliže, kako bi ta kampus sploh izgledal. Njegova arhitektura je namreč pravi spektakel svetlobe in oblike. Estetika je resnično ključna. Črpa navdih neposredno iz digitalnega sveta Disneyjevega filma Tron zapuščina. Predstavljajte si svet, poln neonskih luči, simetričnih struktur in futurističnih vozil. In tole res odlično prikaže, kako je čisto vsaka podrobnost zasnovana tako, da daje občutek, kot da smo stopili naravnost v računalnik. Govorimo o osrednji mreži z osvetljenimi potmi, o stavbah iz pametnih materialov, ki spreminjajo barvo, in seveda o prevoznem sistemu, ki ga navdihujejo ikonični svetlobni motorji. V redu, gremo naprej, pa se premaknimo v samo srce kampusa, tja, kjer prebivalci in seveda obiskovalci doživljajo igre na nek povsem nov način. Tukaj najdemo res ogromne tematske parke, nekaj v stilu Universalovega Super Nintendo Worlda, ampak še na višji ravni. Gre za fizične prostore, kjer obiskovalci s pomočjo VR in AR tehnologije vstopajo v okolja vzeta naravnost iz različnih žanrov videoiger, od RPG-ov do prvoosebnih streljačin. Ampak, veste, vse skupaj ni zasnovano samo za igro. Gre tudi za spodbujanje močnega občutka skupnosti in ustvarjalnosti. Parki so recimo razdeljeni po žanrih iger. Tukaj so holografski zmaji, tam laserska bojišča. Odprti atriji, ki spominjajo na Pixarjev sedež, so narejeni za sodelovanje. Pametne poti in zeleni prostori, podobni Amazonovim sferam, pa prepletajo tehnologijo z naravo. Ampak da ne bo pomate. Ta kampus je veliko več kot le neko ogromno igrišče. Je tudi vrhunski center za raziskave in razvoj. Prav, pa se potopimo v samo jedro inovacij tega kampusa. Tu se namreč rojeva naslednja generacija zabave in tehnologije. In tale tabela je res zanimiva. Poglejte, kako združuje akademske, korporativne in ustvarjalne modele raziskav. Imamo laboratorije za razvoj iger, ki jih navdihuje MIT Media Lab, potem oddelek za oblikovanje doživetij po vzoru Disneyjevih, Imagineers, ki ustvarja nore atrakcije. In celo arhitektura uporablja VR in holografijo za načrtovanje stavb. No, in zdaj pridemo do nečesa res posebnega. Vizija tega kampusa se namreč ne ustavi na robu zemljine atmosfere. Ima še eno resnično dihjemajočo lastnost, ki celoten koncept potisne do skrajnih meja. Na kampusu na Zemlji je najsodobnejši observatorij za opazovanje zvezd. Ampak v orbiti je nekaj povsem drugačnega. Vesoljska postaja v slogu filma Elizija, namenjena življenju med zvezdami. Gre za nekakšno razkošno palačo v nebesih, ki ima celo umetno gravitacijo in napredne medicinske oddelke. Torej, bistvo je v tem, da se svet kampusa razširi na tisto zadnjo mejo, v vesolje. Ta orbitalni obroč z rotacijo simulira gravitacijo, ponuja visokotehnološka bivališča in je s kampusom povezan preko teleportacije ali superhitrih raket. In kar je najbolj noro, to postane platforma za resnične vesoljske misije, ki so integrirane neposredno v igranje. Dobro, pa se za trenutek oddaljimo in poglejmo širšo sliko. Kaj nam ta vizija pravzaprav sporoča o naši prihodnosti? Celoten ta koncept, veste, ni zrasel kar tako na zelniku. Temelji na absolutno neverjetni kulturni in seveda gospodarski moči sodobne igričarske industrije. Govorimo o industriji vredni $100 milijard. To je sila, ki poganja takšne vizije. Skratka, če povzamemo. Ta kampus je v bistvu miselni eksperiment. Razmišljanje o tem, kaj vse lahko tehnologija naredi in kako lahko ustvari povsem nove načine življenja.
Je načrt za združevanje tehnologije, skupnosti in domišljije. Fizična manifestacija naših digitalnih svetov, zasnovana za nenehne inovacije. In morda je to vizija, kako bodo igre sooblikovale naša mesta v prihodnosti. In vse to nas na koncu pusti z enim res zanimivim vprašanjem za razmislek, medtem ko gremo naprej. Kako se bo meja med našim digitalnim in fizičnim svetom zabrisala v prihodnje?